Alkohol, itak sem že kar nekaj časa opustil in mi seveda ni žal, ker mislim, da sem zdaj recimo, da je že približno skoraj 5 let, odkar sem čisti abstinent, mi je to omogočilo res še en preskok više. Absolutno. In tudi vse splošno, no sej, vem, da imaš tudi ti izkušnjo družinsko na tem področju, pa nič te ne razgaljam, zdaj, ker sem prebral čudovit intervju v Siolu, na Siol.netu. Sem se precej iskreno razpovedal, ker mi je bilo res všeč. Ja, hvala ti. Ker v teh stvarih je treba govoriti. Absolutno. Tudi jaz danes, sem se včasih skrival, pa se ne pijem več, zato ker sem na dieti, zaradi tega onega, potem pa povem. Dobro, zdaj pa niti več ne razlagam. In to je razlog, da si lažje duhovno se... In preveč sem pil. Ja. Jaz sem v enem obdobju enostavno, ne vem, morda sem bil že na poti tvojega očeta, ne vem. Ja. Ampak preden se je zgodilo tisto, da bi res presegel mejo, odkudar ne bilo povratka, sem se odločil, da je to konec. Kako si se odločil? Kar? To me zelo zanima. Mogoče bo komu tudi koristilo. Predvsej je pomagala moja Ester, ker me je na to opozarjala. Pri meni je šlo pač za zlorabljanje te substance čisto iz družabnih, poslovnih razlogov. Bil sem v gospodarstvu, kjer se je včasih precej pilo. Mislim, da je zdaj drugače, ne? Da se bolj pazi na to, ampak včasih tudi se nihče ni kaj dosti obremenjeval s tem, da moraš potem recimo ti, ki si sodeloval pri pitju na kosilo ali večerjo, potem goste odpeljati na letališče, kamorkoli že. Pa smo recimo raje varčevali pri šoferjih, kot da bi malo pazili, kaj kdo dela. Potem seveda je bila politika, kjer je bilo tudi več stresa, pa tudi precej tega, mislim, da je tam poleg alkohola še kaj drugega. Ne? Potem pa neke vrste šok, luči se ugasnejo, nisi več na odru, pa si zopet skoraj da depresiven ali pa depresiven. Pa je to. In sem ugotovil, da je tega enostavno preveč. Jaz sem se zalotil že kar, da tu in tam kaj popijem sam. Ne samo v družbi. To je pa zelo nevarno. Ne? Ja. No in ker sem v to srečo, da me je večkrat precej strogo na to opozarjala soproga, jaz recimo kot vinjen nikoli nisem bil fizično nasilen. Bil sem pa verbalno, pa se tega nisem zavedal. Je jeza neka ven. Ja, in zanimivo, da je bila ta verbalna agresija več ali manj samo doma prisotna. Zdaj, mogoče je to tudi slaba vest. Veš, prideš recimo zvečer, ne vem, ob 10 domov z neke večerje, z neke poslovne zabave ali pa kakšnega drugega dogodka, se zavedaš tega, da si preveč popil in potem imaš a priori že tisto, zdaj pa kaj bo žena rekla, kaj, ali pa bo, ne. Zanimivo, kar se tiče otrok, je bila hčerka bolj tista lakmusov papir, torej sina ni nikoli to motilo, čeprav se je potem kasneje tudi sam odločil in evo, pri približno tvojih letih oziroma mlajši, tudi mislim, da že večkrat eno leto več ne pije, kar je pa sicer zelo priporočljivo, če delaš v Dubaju, tam, kjer v muslimanskem okolju, ne. Čeprav je bolj sproščeno. No in moram reči, da sem imel tudi kar nekaj terapevtov v smislu, da bi svoje pitje omejil. Od samohipnoze do bolj radikalnih metod. Recimo na ta način so se spoznala z doktorjem Perkom, ki je bil tudi tvoj gost in ga jaz izjemno spoštujem. Ampak, ko sem bil recimo samo 14 dni v njegovem tako imenovanem programu, ne, sem ugotovil, da pa vendarle ni tako hudo z menoj, ne? In da... Zaradi ostalih zgodb? Zaradi ostalih zgodb, ki sem jih slišal, in da imam vse, kar potrebujem, da se te razvade, ne bom rekel bolezni, tega strupa v sebi sam znebim.
In nekega dne povem Ester, no, človek si take datume celo zapomni, ne, to je bilo junija 2017, pred seboj sem imel službeno pot v Sarajevo in sem ji rekel, ko se vračam iz Sarajeva, torej tisti dan prej, mislim, da je bil 27. bom v Sarajevu malo simbolično ubil ta zadnji kozarec alkohola. In to sem storil, tako simbolično, ko sem prišel zvečer pozno v hotel po neki večeri, tam smo bili na obisku pri kolegih prometne fakultete, sem pogledal, kaj je v minibaru, bilo je neka žganica, sem jo popil in od tistega časa nisem niti bombona z alkoholom več zaužil in popolnoma nobene potrebe in je to res nekaj, kar zdaj rad povem, če komu pomaga, kako to doseči, torej zagotovo je pomagalo kar nekaj drugih okoliščin, recimo meditacija, iskanje miru in kar naenkrat, ko ni bilo več alkohola, je bilo več miru v meni. Neverjetno, kako te sicer na prvi pogled omejitev svobode prepelje v bistveno večjo svobodo. Mislim, si ne moreš, kakšen občutek je bil to, da greš lahko recimo kadarkoli, kamorkoli z avtom, pa ti ni treba razmišljati o tem, ali bo en kozarec preveč ali premalo. Fenomenalno, da nimaš nobene slabe vesti več pred najljubšimi, najdražjimi. Čeprav zanimivo, prvih nekaj mesecev se je to še kar pojavljalo pri meni. Sem prišel domov, pa sem gledal ženo, pa sem rekel, zdaj sigurno misli, ker sem bil v neki družbi, a mi še zaupa. In potem kasneje, ko sem se o tem pogovarjala, ni bila 100% prepričana, da mi bo samemu uspelo. Ne? Ampak potem je in toplo priporočam in tudi vabim kogarkoli, ki meni, da ima težave s prekomernim pitjem in uradno jih ima menda 250,000 Slovencev. Zdaj, če poslušamo doktorja neuradno Perko, je 500 000. Seveda 500 000, tudi vsi ostali, ki so prvič prizadeti zaradi tega in drugič, ker je to nalezljivo. Ne? Če to razširva, je 2 milijona. Ja, skoraj da. Ne? Ja, smo vsi v bistvu v stiku s tem, v bistvu z negativnimi posledicami te substance, ki imajo na družbo. Je pa spet, recimo, včeraj sem bil na prednovoletni večeri fakultete, seveda moram kar povedati, striktnim upoštevanjem teh PCT pogojev, tako naprej, take navada, ampak jasno, po moje sem edini človek, ki tam ni pil, in včasih me je motila taka druščina, kar je verjetno čisto normalno, ne. Druščina, ki ne pije, ali druščina, ki pije? Ne, ki pije. Torej govorim recimo v mogoče prvih mesecih ali pa prvem letu, morda 2 abstinence. Ja, verjetno se je podzavestno dogajala ta želja, jaz bi tudi, ne, in potem avtomatično zopet gre za tisto, kar sva prej omenjala, da zdaj pa kar naenkrat, ko ne piješ, si pa boljši od drugih in zaradi tega druge ljudi kar nekako preziraš, ne. To je tudi zelo slabo. Ja. Saj sem bil sam, lahko bi rekla še do nedavnega, ne, čeprav je že toliko časa od tega. Tako da jih poskušam razumeti, tudi jim nič ne pridigam, ampak je pa naprimer simptomatično, zadnjič sem naredil en poskus na Facebooku, obstaja neka organizacija, Zavod Vozim, ki pomagajo, da grejo potem ljudje po tiste, ki so preveč popili, da saj oni ne vozijo, imajo zelo močno tudi oglaševalsko akcijo, in sem jih podprl, saj že večkrat, in objavil njihov video tudi na svojem portalu, in običajno je teh všečkov in komentarjev na stotine, ne. Tokrat mislim, da jih je bilo vse skupaj, 5. In sem potem celo dopisal še v svojem rekel, kar poglejte, kakšen odnos imamo do alkohola, glede na število komentarjev spodnjih in všečkov. Pa sem mogoče malo računal, da se bo zdaj vendarle kdo oglasil. Ne, to je tabu tema, to je nekaj, kar ljudje ne marajo.